takoj prenehate z operacijo ukrcavanja in izplujete, sicer boste kršili določbe sklenjenega dogovora med predstavniki Zveznega sindikata za ljudsko obrambo in Republiko Slovenije. Prosim povedujočega generala Pavlova, da energično pozdravi vse ukrepe, da ne bi do tega nesporazuma prišlo. Pilot je gor, in oni ne pustiti vrvi, da je bila pred. Svi oni vrvi. Pilot imamo gor. Najodločneje zahtevam, da takoj zapustite območje Republike Slovenije. Enote UNZ Koper in Ministrstva za notranje zadeve ter teritorialna obramba obalnih občin in Ministrstva za obrambo so izvršile akcijo odhoda enot Jugoslovanske armade. V akciji je sodelovalo 201 pripadnik oboroženih sil. Enota je pripravljena za smotro. Dovolite mi, razburil sem in boste razumeli najbrž, tudi moje najbrž napake v govoru, ki so posledica in zadovoljstva in utrujenosti, da smem vam sporočiti, da sem sporočil obema ministroma, ki sta me poslala to nalogo, kakor tudi vas, da smo nalogo opravili častno, dostojno in zelo profesionalno. To je bistvena kvaliteta v našem delu. In tega dosežka se moramo vsi zavedati. Z vami delimo utrujenost, oklepa in čelad in težke škorje, ki smo jih nosili ta teden. Vendar so to neizbrisni trenutki v našem življenju. In zato mi dovolite, da z vami delim veselje, utrujenost in ponos, da sem pripadnik teh oboroženih sil države Slovenije, ki je v junijsko-julijski vojni pokazala, kaj zmore in kaj želi. In dovolite mi, da vam prinesem čestitke obeh ministrov in zahvalo, in da se vam osebno zahvalim nad obnašanjem in doslednim izvrševanjem vseh zadanih nalog. Prav tako mi dovolite, da se zahvalim vsem oficirjem, vsem častnikom Slovenske armade, vsem policijskim častnikom in seveda tudi svojim srečno na svoje domove. Vsem skupaj še enkrat hvala. Zavedajte se, da smo trdo na braniku naše suverene, samostojne, a danes tudi že razbremenjene za Jugoslovansko armado Republike Slovenije. Hvala vsem in čestitam.
Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dragi gostje. S himno Republike Slovenije v izvedbi trobilne sekcije kulturnega društva Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi smo pričeli današnjo obeležitev Dneva suverenosti in spomina na dan izgona zadnjih vojakov agresorske jugoslovanske armade. Osamosvojitev in ustanovitev lastne države je najpomembnejši dogodek v pestri in dolgi zgodovini Slovencev. V vojni za Slovenijo smo Slovenke in Slovenci dokazali, da se malega naroda ne da pokoriti. Tudi Posavje je bilo zaradi prisotnosti vojaškega letališča jugoslovanske armade v Cerkljah ob Krki območje prehoda oklepnih kolon JLA v Slovenijo ter območje, kjer je prišlo do več bojev. Tukaj so se v času vojne za Slovenijo odvile 4 pomembne vojaške akcije. Zaustavitev oklepne mehanizirane enote JLA v Rigoncah in minometni napad na letališče Cerklje 27. junija ter zaustavitev oklepne kolone v Krakovskem gozdu in oklepne kolone, ki je prihajala na pomoč v Prilipah 2. julija. Tudi leta 1991 je 25. oktober bil petek, ura je bila 5:45, ko je kolona približno 30 nebojnih vozil z vojaki JLA zapustila cerkljansko letališče in krenila proti Kopru. S tem so se iz Posavja umaknili še zadnji vojaki agresorske vojske in dokončno zapustili področje, ki ga je pokrival 2. pokrajinski štab teritorialne obrambe Dolenjske. Agresorska vojska je za seboj pustila poškodovane ceste, letališče, minska polja, uničene hiše in gozdove. Posavje je uspešno vodilo obrambo neodvisnosti Slovenije. K besedi in pozdravnemu nagovoru vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Spoštovani člani VSO-ja, spoštovana govornika Janez Janšen in Marjan Balant, spoštovani vsi prisotni. Veselje mi je, da se današnji večer pogovorni odvija tu v Posavju v občini Brežice, kjer se zavedamo pomena državotvornosti in se zavedamo, da se meja praktično ali pa država brani ob meji. Sam osebno se spominjam tega dogodka, kajti tudi sam sem takrat bil v teritorialni obrambi in seveda vsi smo z velikom zaskrbljenosti čakali, ali se bo res zgodilo, da bomo postali suvereni in da nas bo zapustil zadnji vojak tu v Posavju, kajti dejansko vse do res tiste zadnje ure je bilo še vedno velika negotovost, ali bo prišlo do končnega umika jugoslovanske agresorske vojske ali pa se bo začela še bolj krvava vojna. Zato seveda tu v Posavju smo izjemno ponosni in veseli na ta praznik, čeprav ni dneva prost dan, je pa sigurno za nas pomemben, kajti zavedamo se, da takrat smo praktično v Sloveniji zadihali z polnimi pljučami in da smo se lahko začeli razvijati. Sam osebno velikokrat povem, da dejansko tu v Posavju so se odvijali pomembni boji, konec koncem treba povedati, da tu je bila tudi prva žrtva Jerneja Molana in zato verjetno tu še bistveno bolj se zavedamo, kaj pomeni vojna in pa osamosvojitev. Seveda pa, kot velikokrat povem, me danes boli, marsikjerkrat kot poslušam, ko nekateri še vedno se sprašujejo, ali je bilo potrebno oziroma ali je bilo dobro, da smo postali samostojni. Sam osebno lahko rečem, da se je v Sloveniji ogromno spremenilo, tudi v naši občini razvoj je izreden, še posebej, če gremo v bivše republike. Žal pa seveda marsikaj mogoče bi lahko bilo še boljše, če bi imeli boljše voditelje, vendar definitivno borba za samostojnost je bila pomembna in jaz mislim, da je ključno, da smo takrat izbojevali svojo državo in svoj jezik. Zato seveda čestitke ob današnjem prazniku, ki je sigurno eden pomembnejši v Sloveniji. Prav tako pa naj povem, da tudi občina Brežice ta čas
praznuje svoj občinski praznik, zato tudi vsem občankam in občanom čestitam ob občinskem prazniku. Obenem pa seveda verjamem, da tudi ta okrogla miza na nek način tudi dodatna popestritev našega praznika in hvala VSO-ju, da ste se odločili, da to organizirate pri nam. Želim vam lep večer in bodimo ponosni na Slovenijo in seveda naš praznik suverenosti. Hvala lepa in lep večer vam želim. Hvala lepa gospodu županu za pozdravne besede in čestitke ob občinskem prazniku. Spoštovane in spoštovani, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je pripravilo nocojšnjo prireditev, združuje ljudi, ki so aktivno sodelovali pri osamosvojitvi slovenskega naroda, ter posameznike, ki jim vrednote in ideali slovenske osamosvojitve predstavljajo navdih za današnje in prihodnje delovanje. V združenju je prostor za ljudi vseh političnih, verskih, ideoloških in nazorskih prepričanj, ki jim vrednote slovenske osamosvojitve predstavljajo temeljni vrednostni okvir svojega delovanja. K pozdravnemu nagovoru vabim generalnega sekretarja Združenja VSO, dr. Boža Predaliča. Spoštovane dame in gospodje, vesel sem, da vas lahko pozdravim danes tukaj v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki skupaj z občinskim odborom Slovenske demokratske stranke Brežice pripravlja to prireditev. In v samem uvodu dovolite se vam zahvalim za čestitam za vaš občinski praznik, ki nekako sovpada hkrati tudi z tem pomembnim državnim praznikom. Praznikom izgona zadnjega JLA vojaka iz Slovenije. Nekako imam občutek, da se Slovenci vse premalo zavedamo veličine tega prelomnega trenutka v zgodovini v procesu slovenskega osamosvajanja. Nenazadnje je bilo to neko sklepno dejanje daljšega procesa. Tudi nekako se ne more znebiti občutka, da Slovenci da se premalo zavedamo pomena in veličine slovenske osamosvojitve, vojne za Slovenijo, žrtev, ki so padle za Slovenijo, da se vse premalo zavedamo te naše slovenske države. Malo generacijam je bilo dano, da so v tem procesu sodelovali. In morda ni naključje, da je temu tako. Tisti, ki jim samostojna Slovenija ni bila intimna opcija, so verjetno bogato doprinesli k temu, da ta spomin bledi, da ta proces osamosvajanja nima tiste prave teže v zavesti Slovencev, kot bi jo moral imeti, kot ima v vseh normalnih demokratičnih družbah. In ko so spoznali svojo zgodovinsko zmoto, so iskali poti iz tega. Kar naenkrat smo slišali, vse to sploh ni bila nobena vojna, vse to je bilo samo 10 dni, vse ni bilo nobenih žrtev, pa temu ni tako. Ta vojna ni bila 10 dni, 10 dni je bilo borbenih vojaških spopadov. Vojna za Slovenijo je bila bistveno daljša in to tudi te, ki to zanikajo, dobro vedo. Ko govorimo o veličini slovenske osamosvojitvene vojne, povedati, da je veličina tega, da je bila izbojevana z malo žrtvami na obeh stranih, da se slovenska vojska ni znašala nad poraženci. Ko govorimo o 10 dneh, se treba zavedati, da tisti, ki so jim umrli najbližji, da tisti, ki so nosili glavo v torbi, tisti, ki so bili na terenu, za njih ni bilo to kratko. Mnogo predolgo. In to si moramo tudi vtisniti v zavest. Današnji naslov, izgon zadnjega vojaka, ni naključen. Mi slišimo, Slovenijo je zapustil zadnji vojak, ali pa so zapustili Slovenijo, odšli so iz Slovenije. Vidite, to je zopet v tem kontekstu zmanjševanja teže tega pomembnega trenutka. A veste, odide nekdo, ki vam je blizu, k vam pride prijatelj, znanec, je pri vas popoldne, pri vas teden dni, 14 dni, kakorkoli že, in ko prije čas, da gre, se poslovita,
morda objameta, si obljubita, kdaj se srečata in potem on odide. Tukaj pa temu ni bilo tako. Tukaj jugoslovanska komunistična armija ni odšla prostovoljno. Bila je izgnana, bila je poražena v vojni za Slovenijo, niso odšli prostovoljno, ampak so bili izgnani. Ko ste gledali film, je poveljujoči častnik lepo povedal: zahtevam, da nemudoma zapustite teritorij Republike Slovenije. Zahtevam, da nemudoma zapustite teritorij Republike Slovenije. To ni odhod, ko se razideta dva prijatelja. In verjetno se vi, ki ste živeli tukaj, tudi spominjate, tukaj je bilo veliko jugovojske, bili so oficirji, bloki, kako so se ti ljudje poslavljali. Niso rekli: dragi Janez, dragi Ivan, komaj čakam, da zopet prijem nazaj, da se srečamo. Rekli so: prišli bomo nazaj in videli boste, kaj bo. To ni odhod. To ni prijateljsko razdruževanje, prijateljski odhod. In tega se moramo zavedati. Zavedati se moramo veličine slovenske osamosvojitve, pomena tega, veličine slovenske osamosvojitvene vojne. Spominjati se moramo teh, ki so se žrtvovali za to, da imamo danes svojo državo. Ni idealna, ampak je naša. In mi imejmo jo radi in to prenesimo svojim potomcem, svojim prijateljem in znancem. In za zaključek vam želim ponosno praznovanje državnega praznika in seveda prijeten večer danes. Hvala. Hvala lepa generalnemu sekretarju. Vsaka vojna terja žrtve in tudi naša jih je. Predlagam, da se z minuto molka poklonimo vsem tistim fantom in možem, ki so za našo domovino in samostojno državo dali največ, kar so lahko, svoja življenja. Slava jim. Spoštovani, sedaj pa na oder vabim današnja gosta, gospoda Janeza Janšo, takratnega sekretarja za ljudsko obrambo osamosvojitvene vlade in poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, in gospoda Marjana Balanta, vodjo odseka za obrambo občine Grosuplje leta 1991 ter brigadirja Slovenske vojske. Pogovor bo moderiral predsednik občinskega odbora VSO Brežice, gospod Roman Zakšek. Spoštovani gostje, prosim, da zasedete omizje. Draga gosta, lepo pozdravljena. Jaz bi še posebej pozdravil seveda tudi mojega nekdanjega vodjo osvobajanja Slovenije, kajti tudi sam sem bil prostovoljni pripadnik teritorialne obrambe Republike Slovenije, tako da gospod Janez Janša je bil meni takrat vodja. In tudi danes jaz in mislim, da mnogi izmed vas mislimo enako, da tisti, ki je riskiral oziroma tvegal svoje življenje, da se je že dokazal, da je pripravljen dati za našo domovino svoje življenje in bi bil tudi v prihodnje ne dober, ampak odličen vodja. Gospod Janša, maja 1990 ste postali minister za obrambo brez močne vojske, saj je bila teritorialna obramba deloma takrat tudi razorožena. Decembra 1990 na postroju v Kočevski Reki ste novo formacijo Slovenske vojske predstavili svetu. Junija 1991 je ta vojska zmagala v vojni za Slovenijo. Kakšni občutki so vas prevevali takrat, oziroma 25.10.1991, prosim, če lahko povete našim udeležencem današnjega
dogodka. Ja, lep dobro večer sem skupaj, najprej čestitke o državnem in občinskem prazniku in zahvala Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve za organizacijo tega dogodka tukaj v Brežicah. Doslej smo se običajno zbirali ob tem prazniku v Kopru, ker je pač od tam odplula ta zadnja ladja z jugo vojsko, ampak prej pa se v Kopru kaj veliko tega v smislu osamosvajanja ni dogajalo. Dočim v Brežicah in v Posavju se je Slovenija dejansko branila, še posebej v tistem drugem valu napada, ko je teritorialna obramba tukaj zaustavila oklepne kolone in to je bilo takrat strateškega pomena. Če bi se ta pot nadaljevala, to ne bilo samo ogrožanje z vojaškega vidika, bi imelo to seveda tudi velik propagandni ali pa psihološki učinek, ki bi ga težko sanirali, kajti v tistem drugem valu so enote Jugoslovanske armade, ki so sodelovali, že vedele, da ta akcija v Sloveniji ni neka policijska akcija, nekaj za malo malco, kot so prej govorili, ampak da bodo naleteli na odpor in so bili na to tudi pripravljeni. Tako da ta obramba takoj tukaj na meji, tudi s pomočjo orožja ali pa protioklepnih sredstev, ki smo jih vmes zaplenili, agresorju je bila izjemnega pomena. Če pa se vrnemo na izhodišče v vprašanju, se zelo natančno spominjam tega dne pred 28 leti. Bil je enako lep sončen oktobrski dan kot danes. Spremljali smo to zadnjo kolono iz helikopterja, od Vrhnike do Kopra pravzaprav. In videli smo, da iz tovornjakov letijo neki listki, in potem je policija nekaj tega pobrala tam ob cestah. V bistvu so pripadniki Jugoslovanske armade metali stran naš denar, naše bone, ki smo jih takrat uvedli, ki pa so jih prej očitno uporabljali, seveda drugače jih ne bi imeli. In na mnogih je bilo napisano vratičemo se. Mislim, da imam še zdaj doma ene par teh bonov, kasneje so bili to tolari, shranjenih, kjer je pisalo vratičemo se. Malo smo se pol smejali v Kopru, ko so policisti prinesli to. Kajti bili smo prepričani, da se jugovojska nikoli več ne bo vrnila in tudi, da ne bo dolgo več obstajala, ne glede na to, kaj bodo še počeli v drugih delih bivše Jugoslavije, ker smo pač vedeli, kako so se odrezali pri nas, pa tudi sam ta umik, se delno je bilo to videti na tem posnetku, je potekal zelo klavrno. So tudi drugi posnetki, kjer je vidno, kako so ti oficirji Jugoslovanske armade na koncu pol že skušali spraviti na ladjo čisto svoje privatne stvari. Na nekem posnetku je videti, kako je nek zastavnik zapeljal dol to vojaško kampanjolo v džip in ga dal svoje stoenko. Pa v torbah, ki so jih pol tam pripadniki policije in teritorialne obrambe pregledovali, bilo vse živo, kar so pač pobrali po vojašnicah, tudi za osebno rabo. Razne stvari, tudi zadeve, ki so bile nakradene pač po poti. Da ne govorim o tem, v kakšnem stanju so pustili vojašnice. Dogovor je bil, da se ne uničuje, ampak praktično je bilo vse uničeno. Še zidovi ponekod so potrgali v električno napeljavo, pobrali luči. Skratka, ni bilo videti, da se umika neka organizirana, civilizirana vojaška formacija, ampak bolj nekaj, za kar so nas zmerjali, se pravi, neka paravojska in tako dalje. Zdaj, žal smo se danes na žalni seji poslovili tudi od Davida Tasića, nekoga, ki je v
času slovenske pomladi, 3 leta pred tem dogodkom, pač pomembno prispel, da so sploh nastale razmere v Sloveniji za to, da smo se lahko osamosvojili. In žalno sejo smo imeli v muzeju Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, kjer na eni strani visijo slike z teh Roške pa z teh zborovanj, na drugi strani pa pač te slike z umika jugoslovanske armade iz Slovenije 26. oziroma 25. na 26. oktober leta 1991. Vse je treba vedeti v to, da je napačno se včasih v javnosti interpretira, kot da je bil umik jugoslovanske armade posledica Brionske deklaracije pa pogajanj na Brionih. To seveda ne drži. Če preberete Brionsko deklaracijo, boste videli, da je tam pisalo, da mora Slovenija za 3 mesece zamrzniti osamosvojitvene korake, da mora teritorijalna obramba jugoslovanske armade vrniti vse orožje in zaplenjeno opremo, objekte, in da se mora teritorijalna obramba demobilizirati, oziroma vrniti domov. Z jugoslovansko armado sem pisal, da se mora vrniti v vojašnice. Tako da seveda Brionska deklaracija ni pripeljala do umika jugoslovanske armade. Bila je pomembna z tega vidika, da je tam Slovenija prvič nastopala kot samostojen subjekt, se pravi, smo si pridobili status pogajalca, ampak izplen teh pogajanj je bil pa klavrn. Če bi Brionsko deklaracijo uresničili, se Slovenija nikoli ne bi osamosvojila. Če bi teritorijalna obramba šla domov, če bi razpustili enote in če bi jugoslovanski armadi vrnili skladišča, ki smo jih zavzeli, in orožje, mislim, da se nikoli ne bi umaknili, ker se jim ne bilo treba. Tako da to je precej prikrojeno razlaganje te situacije, ki je pripeljala do umika jugoslovanske armade, ki pa se dosti pogosto pojavlja. Sklep o umiku jugoslovanske armade je bil sprejet na seji zveznega predsedstva 18. julija, se pravi 11 dni po Brionski deklaraciji, in to potem, ko je bilo jasno, da se to, kar je v deklaraciji pisalo, ne bo zgodilo, ker pač mi enostavno tega, kar smo pridobili v vojni, jugoslovanske armade nismo dali nazaj. Je pa res tudi to, da seveda tega nismo govorili na glas in da formalno nismo ničesar kršili, samo izkoristili smo ta propad jugoslovanske armade na slovenskem ozemlju, kajti oni so funkcionirali samo še v narekovajih. Se pravi, če bi mi to vse vračali, bi oni to težko sprejemali, poleg tega je bilo rečeno, da bodo prišli neki nadzorniki in so prišli, neki opazovalci strani Evropske unije v nekih belih oblekah. Sam preden se je vse to vzpostavilo, je bilo jasno, da jugoslovanska armada v Sloveniji ni sposobna obnoviti svoje moči, kot je imela prej, še manj povečati, in potem je jugoslovansko vodstvo oziroma srbsko vodstvo dokončno šlo na pozicijo plana B, se pravi, Slovenija se odpiše in se dela Velika Srbija na meji Karlobag-Virovitica, in so tja potem za ta namen tudi umikale enote iz Slovenije. Tako ljubljanski kot mariborski korpus se šle en v Bosno, en v Novi Sad, enote pa so nekako tako razvrstili na papirju, v glavnem pol se je to razsuvalo naprej, da bi Miloševičevi kliki to služilo kot orodje za realizacijo plana B in vzpostavitve Velike Srbije. Dejansko pa je, zdaj mi lahko govorimo dosti natančno o teh stvareh, ker je na voljo veliko teh zgodovinskih dokumentov,
Recimo v Srbiji je išla knjiga dveh srbskih zgodovinarjev z naslovom Vojna v Sloveniji v 2 delih. Vojna v Sloveniji preko dokumentov predsedstva SFRJ, kjer je zelo korektno, glede na to, da je to pisal nekdo, ki je bil poražen, pravzaprav, zelo korektno predstavljeno, kako se je to dogajalo v Beogradu, v zvezdnem predsedstvu, tudi v drugih organih. Tam so objavljene zelo zanimive depeše ali pa zapiski, beležke pogovorov med Kadijevićem pa ameriškim ambasadorjem pa raznimi drugimi diplomatskimi predstavniki, in iz tistega se danes zelo natančno da rekonstruirati, kako je v Beogradu, predvsem srbskemu vodstvu, deloma tudi vojaškemu, zorela ta odločitev, da se po porazu v Sloveniji Slovenije umaknejo, sicer bodo izgubili še to, kar so tukaj imeli. Računali pa so seveda, da te enote rabijo, ker v Sloveniji bilo relativno veliko tehnično za tiste čase pa za jugoslovanske standarde opremljenih enot jugoslovanske armade, od protiletalskih raketnih sil do deloma letalstva, kar so tako že med vojno umaknili tukaj po tem napadu, minometnem napadu v Bihač. Tukaj je bila tankovska brigada na Vrhniki za tiste čase najmodernejšimi jugoslovanskimi ali pa vzhodnimi tanki. Vse skupaj so imeli tukaj več kot 500 tankov in oklepnih transporterjev in računali so seveda, da bodo to rabili v tem spopadu za veliko Srbijo ali pa v tej, kot so oni rekli, v obrambi zgodovinske pravice srbskega ljudstva, da živi v eni državi. Tako da dejansko je ta odločitev, da se oni umaknejo iz Slovenije v srbskih krogih, padla že prve dni julija. Se pravi, ko je bilo jasno, da je ta akcija propadla in da je zdaj pač potrebno so nekako iz tega izviti in seveda Milošević je, kar se tega tiče, zvit. Oni so vso krivdo za poraz dali na stran generalštaba in jugoslovanske vojske. Sami so se pa potem prikazovali tudi sami poraženi armadi kot nekdo, ki bo pa zdaj rešil. Saj tam nimate kaj iskati, Jugoslavija ni več tisto, kar bilo treba braniti. Tukaj je samo še Srbija in tukaj je treba te interese združiti. Naredili so kasneje čistko teh bolj projugoslovanskih generalov in v naslednjih 2 letih je jugoslovanska armada, koliko je še obstajala, pod tem imenom bila v bistvu dosledno srbska vojska. Prej je bila pretežno, potem je bila pa praktično v celoti. Zanimivo je pa tudi, se verjetno bomo v nadaljevanju kaj govorilo, kako je potekalo to usklajevanje pa pogajanje od odločitve, da se jugoslovanska armada umakne iz Slovenije, pa do same realizacije, ker pač enostavno je reči, vojska, 2 korpusa vojske se bo umaknilo, do takrat zdaj precej težje pa potem to v praksi izpela, še posebej, če to izvaja armada, ki je bila pač v bitki poražena, ki je takrat v tistih dneh spopadov izgubila skoraj 500 častnikov in počastnikov, ki smo jih v glavnem zajeli. Na srečo je bilo malo žrtev pač na obeh straneh, tudi na strani jugoslovanske armade, ker naš namen ni bil to, kar je pisalo v učbenikih jugoslovanskih vojaških akademij, da je temeljni smoter in cilj oboroženega boja uničenje žive sile, fizično uničenje žive sile nasprotnika, se pravi pobiti čim več ljudi v uniformah na drugi strani. Naš cilj je bil obraten, čim manj žrtev tudi na drugi strani, zato da, ker smo vedeli, da pač to je izhajalo iz našega
naše zavestne odločitve, da Slovenija, ne glede na to, da še ni bila samostojna in priznana država, striktno spoštuje vse mednarodne konvencije in ženevske konvencije. Se pravi, smo ubrali nekaj, kar nihče drug potem ni, na ozemlju bivše Jugoslavije, ne glede na to, na kateri strani je bil, saj vemo, kaj se je dogajalo potem v Bosni predvsem. Poleg tega pa smo vedeli, da manj bo žrtev, lažje bo tudi na strani nasprotnika, lažje bo končno potem izpogajati pač popolno osvoboditev Slovenije in to je tudi na ta način kasneje delovalo. Mogoče sem še to kot anekdoto. Ravno pred kratkim smo bili neki drugi razpravi, ker smo se spominjali tega dogodka, tudi na podlagi teh virov, ki so glavni šli v Srbiji. Mi smo takrat v prvih dneh teh spopadov imeli skupaj 5, kasneje 7 tisoč zajetih ali vojakov Jugoslovanske armade ali tistih, ki so se predali. Saj mogoče kdo tukaj v dvorani, ki je imel opravka s tem, ker smo imeli zbirne centre po občinah in ker smo pol zbirali civilne obleke za te fante in jih pošiljali domov, v glavnem z vlakom. Ampak vse to ni šlo takoj. Tiste prve dni so bili v zbirnih centrih in mi smo potem naredili seznam teh, to je tudi v skladu z Ženevsko konvencijo, seznam ujetnikov z imeni in priimki, letnicami rojstva, pač kot to zahtevajo ta pravila, po občinah takratne Jugoslavije, predvsem Srbije, predvsem so bili to pač obvezniki iz Srbije, ker je zadnje obdobje obstoja JLA v Sloveniji, so v Slovenijo pošiljali pretežno srbske obveznike. In potem smo poslali te sezname Rdečemu križu v Srbiji in to ne v Beograd, ampak po občinah, po faksu. Vsaka občina v Srbiji je dobila seznam ujetih prebivalcev tiste občine v Sloveniji in to je bila tam atomska bomba, ker prej v Srbiji ljudje niso vedeli, kaj se v Sloveniji dogaja. Beogradska televizija poročala, da je JLA dosegla cilj, da zasedla meje in tako naprej. Potem so pa naenkrat tam ljudje po Srbiji praktično v vseh občinah dobili sezname svojih sinov, ki so ujetniki. In to naenkrat ni šlo v skladu s to propagando. In verjetno se spomnite prizora, ki je bil pol tudi na televiziji, ko so matere teh pač obveznikov JLA zajetih v Sloveniji vdrle v srbsko skupščino in zahtevale konec te norije od jugoslovanskih generalov. Kasneje mi je rekel Drnovšek, da je pred tisto sejo, ko je potem bil sprejet ta sklep, da se jugoslovanska armada umakne iz Slovenije, takratni član predsedstva iz Srbije, Borislav Jović, mu rekel nekaj, mislim, zelo grda beseda vmes, je rekel, pač 3 pikce, vam Janšu i one spiskove Crvenog krsta. Skratka, tisto je takrat dokončno obrnilo javno mnenje v Srbiji in takrat je pol dozorelo spoznanje, da je iz Slovenije pač treba umakniti to, kar se še umakniti da. Kot stavek v navezi na nadaljevanje pogovora pa je seveda treba povedati, da tudi tisto, kar mi v času spopadov nismo zaplenili od jugoslovanske armade in bi oni lahko v skladu s tem, s to odločitvijo, ki smo jo pač mi sprejeli, Slovenci smo bili vsi veseli, da zdaj končno gredo, tudi če vojašnice odpeljajo sabo, samo da gredo, so ljudje govorili, ampak tudi veliko tega, kar bi lahko potem niso odpeljali, ker smo pač uporabili različne spretnosti, da je marsikaj ostalo,
tudi zelo veliko oklepnih vozil na vlakih že naloženih in tako naprej in tako naprej. In tukaj moram reči, da smo imeli zelo spretne pogajalce na čelu z Miranom Bogatajem na strani Ministrstva za obrambo, ki so te pogajalci Jugoslovanske armade utrujali cele noči, potem, ko so podpisovali te sporazume za posamične vojašnice in čas je tekel. Rok se je bližal in vsako minuto, ki smo jo mi pridobili, je pomenila, da je še kakšen top ali pa še kakšen oklepni transporter ostal v Sloveniji. Že gospod Bogataj ni več med nami, tako da tudi ne vem, ali je napisal kako knjigo ali ne, ampak to, kar je pripovedal z teh pogajanj, bi bilo za eno dobro nadaljevanko. Toliko malo, se opravičujem za malo daljši odgovor. Hvala lepa, gospod Janša. Ja, zdaj, če sem sprav razumel, je bilo tudi to en del psihološke vojne, ko ste bili obvestili občine v Srbiji o zajetih vojakih iz določenih občin, teda jaz mislim, da je tudi to en del, kar je skrajšalo vojno v Sloveniji, verjetno. Jaz bi pa zdaj, seveda, gospod brigadir Balant, tudi zelo sem ponosen, ker sedim tule zraven vas danes. Marsikaj je že bilo napisanega in povedanega o sami vojni za Slovenijo, le malo pa vemo o vlogi civilne obrambe. Kakšna je bila vloga civilne obrambe v času priprav na osamosvojitveno vojno in v sami vojni za Slovenijo? Če lahko več povete, prosim. Ja, hvala za vprašanje. Najprej v mojem imenu kot aktivnemu udeležencu iz struktur civilne obrambe najprej en lep pozdrav vam vsem skupaj. Še posebej pa mi dovolite, da pozdravim tukaj med vami udeležence današnjega srečanja rojenih po letu 91. Sredno sem vesel, tukaj med nami vidim tudi nekaj takih obrazov. To vliva neko upanje, da tudi ko nas več ne bo, bodo znali tudi oni kaj povedati o teh časih, o katerih se danes pogovarjamo. Njim prijeten, dobrodošel pozdrav. Staršem, detkom, ki pa so jih pripeljali sem, pa seveda zahvala. Ja, moram reči, da sem se z veseljem odzval povabilu današnjemu srečanju, ker se o civilni obrambi in vlogi v takratnih osamosvojitvenih naporih te strukture obrambne kaj dosti v vseh teh letih ni govorilo. Veliko smo slišali o teritorialni obrambi, milici. Zakaj je temu tako, smo krivi mi sami, mi udeleženci ali pa nosilci aktivnosti civilne obrambe, ker nekako ne vem, ali nočemo, ne znamo ali nismo hoteli. V glavnem se nismo kaj dosti pojavljali v javnosti. Imamo vse možnosti, žal tega nismo izkoristili. Zato še enkrat pravim, sem vesel, da sem se danes lahko udeležil tega omizja. Morda samo še za začetek, jaz bom bolj se držal na tem nižjem nivoju, ko bom predstavljal civilno obrambo. Namreč tudi poznejši svoji poklicni karieri sem zmeraj imel pred očmi en pogovor in moram reči, da to mi je tudi v poznejši karieri v Slovenski vojski pomagalo, dajal celo neko spodbudo. Imel sem pač to srečo, da sem v svojih letih, tistih 80-ih, 90, živel nekje v istmu bivalnem okolišu kot takratni sekretar za ljudsko obrambo, pa smo včasih izmenjavala kakšna mnenja o teh osamosvojitvenih dogajanjih, pa sem mu enkrat nekaj rekel, da pač jaz neke stvari pa malo drugače vidim, ko sva se pogovarjala o načinu nabora služenja vojaškega roka, pa je rekel, ja, sej prav, samo ti iz Gorjancev, on je sicer takrat uporabil en drug vrh, ki ga imamo mi tam bliže Grosuplju, ti iz Gorjancev vidiš stvari drugače kot jaz iz Triglava. Takrat nisem čisto dobro razumel, kam je hotel povedati, ampak kasneje skozi svojo vojaško kariero sem to še bolj dojel
obenem je pa bila to motivacija, da sem poskušal priti po vojaški hierarhiji vsaj do Kredrce, če že ne do Triglava. No, čist do Kredrce mi tudi ni ratel, ampak tam blizu pa nekje. Torej, hotel sem povedati to, da se bom bolj držal tega lokalnega nivoja in civilne obrambe. Na kratko, civilna obramba, v bistvu smo mi vsi rojeni tam nekje do leta 80, ali pa vi vsi. Vsak, ki je deloval v delovni organizaciji, civilni zaščiti, pri gasilcih, ali pa je imel enostavno samo sorodnika, ki je bil pripadnik teritorialne obrambe, milice ali pa drugih obrambnih struktur, je bil nekako en člen pomemben v civilni obrambi. S tem, ko je podpiral svojega sorodnika ali pa je bil član civilne zaščite, ki je skrbela za reševanje v primeru nesreč, vojne. Sistemsko pa je bila civilna obramba nekako sestavni del vseh občinskih načrtov, načrtov krajevne skupnosti in pa delovnih organizacij. Če sem bil že vprašan po vlogi civilne obrambe pred vojno oziroma v času osamosvajanja, je bila zadeva dokaj urejena. Imeli smo tudi načrte za primer delovanja v vojni in sicer tako v delovnih organizacijah kot na občinskem nivoju in pa tudi v krajevnih skupnostih. Ko sem malo razmišljal o današnjem prispevku, pa kako bi to še mogoče ponazoru razliko med delovanjem civilne obrambe v času pred samo vojno pa med vojno, sem se spomnil, zdaj nam čist zado, ampak verjetno vi tudi to poznate, ko sem se konec poletja peljal iz Gorenjske proti Ljubljani, sem tam videl ene plakate okoli skakanju v bazen z malo vode ali pa več vode, ne vem, od kje je to, pa kakšna reklama je to bila, verjetno tisti, ki malo bolj spremljate medije, se spomnite, od kod to, pa kaj to pomeni. Ampak, da vzamem to zadevo za ponazoritev. Pred vojno smo vsi skupaj, mi, kar se tiče civilne obrambe pa priprave, vedeli, v kakšen bazen skačemo, pa je bilo kar nekaj vode not, tako da smo imeli vse stvari pošlihtane. Ko pa so se začele same vojne aktivnosti, tam pa marsikdo od nas ni čist dobro vedel, koliko je vode v bazenu. Ampak z veliko energijo, volje, pripravljenosti smo skupili skupaj in lahko rečemo, da je napor ali pa naše hotenje in želja po osamosvojitvi ravno zaradi te želje, da smo skupili skupaj, pomagali en drugemu, uspela. Jaz trdim še danes, da je bila civilna obramba ali pa sistem civilne obrambe velik in eden od pomembnih stebrov podpore tako teritorialni obrambi kot milici takratni pri dosegu rezultata, če se malo po športno izrazim, katerega sadove ali pa katerega uspeh praznujemo tudi na današnji dan. Civilna obramba je skratka v tistem času z svojimi ukrepi pomagala oboroženemu delu obrambnega sistema pri izvajanju blokad vojaških objektov, pri izvajanju blokad komunikacij, tudi te blokade pa spopadi, ki so bili v tem vašem območju, tudi tukaj je sodelovala civilna obramba z postavljanjem ovir, ki so bile sestavljene tudi iz kamionov, pa iz ovir, ki so bile narejene iz betonskih, železnih ovir. In pa v mesecu, nekje tamle konec maja, so se začeli tudi pritiski na same vojaške objekte z odklopi elektrike,
vode, telefonskih linij, tudi z preprečevanjem dovoza hrane pripadnikom Jugoslovanske ljudske armade nastanjenih v teh objektih. Vse to je pomagalo, da so se začele v vojašnicah dogajati stvari, ki so vplivali tudi na nekako psihološko oziroma se je vršil psihološki pritisk na pripadnike Jugoslovanske ljudske armade. Temu so sledili tudi že v tistem času kar nekaj disciplinskih nepokorščin v samih enotah. Skratka, postajale so stvari v samih enotah Jugoslovanske armade zaskrbljujoče in posledica tega je bila tudi, da so začeli v enote dovažati oziroma jih popolnjevati z pripadniki predvsem srbske narodnosti iz drugih delov Jugoslavije. Tako da še enkrat na kratko, vloga civilne obrambe v tistem obdobju je bila zame velikega pomena. Pripadniki civilne obrambe, pa če poenostavim, smo bili pa dejansko vsi z svojim prispevkom takmu ali drugačnemu k uspehu oboroženih sil takratne mlado nastajajoče države. Tako bi jaz imel na kratko. Ja, hvala lepa, gospod brigadir. Ampak kljub temu bi še izkoristil priložnost, pa bi vas vprašal, tlele ste povedali o civilni obrambi in njeni podpori oziroma vlogi v obrambi naše domovine. Tu s tem ste tudi odgovorili na vlogo krajevne skupnosti in upravnih organov za obrambo, ampak bi vas želel vprašati, kakšen je bil odziv prebivalstva, kako so bili pripravljeni sodelovati in kako so se odzivali rezervisti. In seveda predtem mogoče je bilo dobro povedati o sami mobilizaciji teritorialne obrambe. Strokovni nosilc delovanja civilne obrambe na občinskem nivoju, tam, kjer sem tudi jaz deloval, so bili upravni organi za ljudsko obrambo. V upravnih organih za ljudsko obrambo so se izdelovali in pa usklajevali obrambni načrti za delovanje delovnih organizacij, krajevnih skupnosti, občinskih organov in pa, kar je najbolj pomembno, tukaj se je izvajalo tudi popolnjevanje do nekje tamle konc leta 90 tudi enot Jugoslovanske armade, pozneje pa samo enot teritorialne obrambe. Izdelan je bil tudi načrt mobilizacije enot teritorialne obrambe, ki se je izvajal nekako samo na kratko, na naslednji način. Za vse enote teritorialne obrambe na Republiki Slovenije so bili izdelani mobilizacijski pozivi in pa razdeljeni tako, da so bili že v mirnodobnem času razdeljeni po smereh, to se pravi po krajevnih skupnosti. Neposredni izvajalci mobilizacije teritorialne obrambe vseh enot so bile mobilizacijske komisije v krajevnih skupnostih. Se pravi, iz občine Brežice je potem šel kurir inštruktor, ki je nesel vse pozive za pripadnike iz ene krajevne skupnosti na tej občini v krajevno skupnost, kjer se je sestala mobilizacijska komisija. Tam so se zbrali kurirji, ki so šli potem po posameznih ulicah in raznesli pozive za tiste pripadnike, ki so bili poklicani v teritorialno obrambo. Tukaj moram povedati, da je ta sistem bil skozi večletno usposabljanje kurirjev in mobilizacijskih komisij in krajevnih skupnosti utečen, razdelan in to smo preverjali vsaj 2 do 3 letno. V letu 1991 spomladi pa so se začele že težave zaradi znanih razlogov, ker je bila, kot veste, teritorialna obramba razorožena, pobrano je bilo orožje in potem, ko so se pričele intenzivne priprave za oborožen boj, smo morali glede na
razpoložljivo število oborožitve, nekaj pridobljeno skozi projekt manevrske strukture narodne zaščite, nekaj skozi napore pridobivanja z republiškega vrha nakupa in tako naprej. O tem mogoče bo gospod Janša kaj več povedal še. Glede na trenutno razpoložljivost oborožitve smo popolnjevali enote in se nam je ta utečen, razdelan sistem mobilizacije malo porušil. Tako da smo imeli, ko je prišlo do same mobilizacije, kar rahle težave, se pravi, morali smo malo improvizirati in pa, kar nam je otežkočalo delo vsem nam, predvsem pa krajevnim skupnostim in mobilizacijskim komisijam in kurirjem, je bilo pa dejstvo, da kljub temu, da so se že začeli na določenih območjih oboroženi spopadi, tudi tukaj, pod Gorjanci in tako naprej, nikoli ni bila razglašena, te mogoče me bo lahko gospod Janša dopolnil, splošna mobilizacija, kar je pomenilo, da smo mi ves čas naše obveznike, pripadnike teritorialne obrambe klicali na usposabljanje ali pa kot neko šolsko urjenje, formalno pravno gledano, kar je pomenilo težave s tem, da je postopek, ali če bi bila mobilizacija v primeru vojne, je en postopek, na usposabljanje, šolsko urjenje drugo, kar pomeni v tem drugem primeru je prišlo upoštev opravičevanje, določena rok, do katerega se lahko upravičil, skratka odpusti z enote in tako naprej, kar nekaj težav. Ko sem bil že vprašan po odzivu, je treba tudi pošteno povedati. Na območjih, predvsem podeželju, je bil odziv dober, odličen, enkraten. Večje težave so imeli kolegi po mestih, pa tle ne bom izpostavljal nobenega. Zakaj je temu bilo tako, ne vem, pravim se, držim lokalnega nivoja, ampak dejstvo je bilo, da recimo so morali tudi, če je bilo potrebno poklicati, ne vem, 500 obveznikov, so jih morali, da so to številko dosegli, dati ven pozivov, ne vem, 1500 ali pa 2000, zdaj malo tako na pamet špekuliram. V okolju, kjer sem jaz deloval, smo imeli celo take primere ali pa veliko tega, da so se javljali prostovoljno pripadniki, tudi tisti, ki niso bili vpoklicani, smo jih morali odklanjati, napotiti domov, vodili evidence in smo jim rekli, da jih bomo pač vključevali v primeru potrebe. Javljali so se tudi tisti, ki niso imeli vojaški razpored in so nam ponujali svoja civilna znanja, naprimer, ne vem, minerji, piloti civilni in tako naprej in tako dalje. Skratka, jaz sem v tistem obdobju kot načelnik odseka za ljudsko obrambo, moram reči, doživljal ene lepših trenutkov svojega življenja ali pa poklicne kariere, pa ne samo zato, ker sem imel občutek, da pač nekaj res prispevam k osamosvojitvi ali pa, dajmo reči, delanju te države, ampak zato, ker sem takrat dobil iz vseh vas toliko ene pozitivne energije pa ene dobre volje, da mi je to tudi v trenutkih svoje poklicne kariere, ko imamo vzpone in padce, zmeraj dajal eno pozitivno energijo in optimizem in vero v nekaj lepšega in še zdaj dostikrat tudi v osebnem življenju, pa tudi svojim hčeram, dve imam doma, ki včasih kaj tako, pol malo debato vržemo na tisto pripravljenost, ki je bila pa pozitivno energijo iz tistega obdobja, pridemo do skupnega zaključka, da je to nekaj, kar nas povezuje. Tako da odziv, na kratko, ja, v našem okolju je bil dober, pozitiven, skratka še celo več, kot bi lahko človek upal in pričakoval. Hvala lepa, gospod brigadir Balant. Vsekakor ste nam osvetlili en del naše novejše zgodovine, katere verjamem, da smo malo manj, pa malo slabše vsi skupaj tudi poznali.
Vsekakor bi pa zdaj gospoda Janšo še vprašal, oziroma bi ga prosil, da nam nekaj pove o civilni obrambi, njenem delovanju in seveda to, kar je prej obljubil, da bo nekaj povedal tudi o usklajevanju in pogajanjih o umiku Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Prosim, gospod Janša. Gospod Balant ima prav, pač civilna obramba je bila še posebej v tistem času takoj po osamosvojitvi malo zapostavljena, kar se tiče pozornosti ali pa zanimanja. Dejansko je pa tako. Slovenija ni imela niti letalstva, niti oklepnih enot, je pa imela veliko enotnost naroda in imela je civilno obrambo. S tem z obojem smo v veliki meri nadomestili to pomanjkljivost v vojaškem smislu. Zdaj, seveda enotnost ni bila 100%, je bila pa zadostna, nadpovprečna, celo čeprav prej je gospod Balant lepo razložil, kakšne težave so bile ob mobilizaciji oziroma ob mobilizacije ni bilo razglašene. V načrtu je sicer bilo, ampak predsedstvo pol tega ni naredilo in formalno so obvezniki dobivali pozive na vajo, tudi potem še, ko smo imeli tukaj v bistvu vojno. Glavna razlika med pozivom za vajo pa pozivom o mobilizaciji so tudi sankcije. Seveda, če se izogneš vojaški vaji, je pač to bilo, je bil prekršek, o mobilizaciji pa to dezerterstvo, pravzaprav, so sankcije bistveno hujše. Zdaj nekdo, ki je pač pripomogel k temu, da mobilizacija formalno ni bila razglašena, je že vedel, zakaj to dela. Zdaj, in slika odziva je nenavadno podobna kakšnim volilnim rezultatom. Kajti daleč najmanjši odziv je bil v Ljubljani. Brigadir ni povedal vmes, če ste vzeli v roke zbornik Vojna za Slovenijo, boste tam našli nekaj podatkov, poročilih pokrajinskih pomočnih štabov, pač jaz to vem iz prve roke. V Ljubljani je bilo treba zelo veliko pozivov poslati, da so se enote za silo popolnile. Druga slika je bila pa na podeželju. Ponekod je bil odziv takšen, da nekdo, ki je dobil poziv, je še brat prišel z njim, pa bratranec in sta oba hotla, zakaj ste mene pozabili. Ni pa bilo orožja za vse, še posebej na začetku. Ta slika je pač ustrezala delno tudi nacionalni sestavi prebivalstva po posamičnih območjih, občinah, recimo temu, delno mogoče tudi neki politični klimi, ampak glede na to, da je bilo orožja malo, na seznamih pa veliko obveznikov, to ni neke težave predstavljalo in tudi nikoli se pol ta zgodba ni razčiščevala. Zdaj to, da je civilna obramba nadomestila izostanek težkega orožja pri nas, se je dokazalo že v času tega merjenja moči v Pekrah, 23. maja 1991, takrat, ko je Jugoslovanska armada obkolila učni center v Pekrah in potem je njihova specialna enota ugrabila poveljnika Mariborske pokrajine, ki se je ironično pisal Milošević, je bil pa na naši strani poveljnik pokrajine, polkovnik Milošević in še enega častnika in je bil to precejšen udarec za nas. Zahtevali so razpustitev učnih centrov, prenehanje vojaškega usposabljanja in poveljniku pokrajine je grozila sankcije v smislu sojenja pred vojaškim sodiščem. Transport v Beograd, helikopter je bil že na poti. Naša reakcija je bila takšna, ki je niso pričakovali, ker smo bili organizirani, načrti so bili narejeni.
je padel ukaz in vsem vojašnicam smo odklopili vodo in elektriko. Situacija se je v nekaj urah spremenila. Spomnim se enega paničnega klica poveljnika Mariborskega korpusa v operativno skupino, ki je najprej grozil, potem je pa že prosil, naj damo elektriko nazaj, češ da jim iz zmrzovalnih skrinj že teče voda. Pa ravno so nabavili neke zaloge. Bilo je tako smešno je izgledalo. General je govoril o hladilnikih, ampak to jih je zanimalo. Očitno. In potem smo se pogajali in oni so izpustili poveljnika pokrajine, mi pa smo jim dali nazaj osnovno infrastrukturo. Zanimivo pa je, da te lekcije niso vzeli. Mi smo točno vedeli, kolkem času smo to sposobni narediti, je bilo to za nas po gasilsko rečeno neka mokra vaja. Ila pa ne, ker mi smo to vajo v narekovajih ponovili ob agresiji in vojašnice armade niso bile nič boljš pripravljene na to. Niso imeli nobenih cistern z vodo pripravljenih, nobenih agregatov dodatnih. Sej mogoče so to ti poveljniki napisali neko zahtevo, ampak jugoslovanska vojaška birokracija je bila še hujša, kot je danes naša. In je trajalo verjetno tedne in tedne, preden je kak agregat kam prišel. Pa še tam so bili rdeči tepihi, odvisno kdo je koga poznal. Tako mi smo to vajo takrat ponovili, je enako delovala. Se pravi, še vse v mestih, ki so imeli obkoljene večje enote jugoslovanske armade, v vojašnicah je po nekaj dneh tam življenje postajalo precej neprijetno. Sami veste, kaj je to, če nimate doma tekoče vode. Problemi, če je veliko ljudi skupaj, so seveda pol tudi sanitarni in tako dalje. In po nekaj dneh brez vode in elektrike so se bili marsikje pripravljeni pogajati o vdaji in so se tudi vdali. Civilna obramba je tukaj opravljala seveda velikansko vlogo. Ne gre tukaj samo za oviranje, kar so ljudje videli in so takoj to priznali, ko smo začeli postavljati te trejedre, še prej pa tovornjake in avtomobile. Gre za to, da smo v tej civilni obrambi v bistvu uporabili celotno logistiko, ki je potrebno za neko normalno življenje in funkcioniranje, ne samo v miru, ampak seveda tudi v vojni. In ko ti enkrat oklepno kolono ustaviš, se pravi, mora ne naprej, ne nazaj, je njena ognjena moč zmanjšana za 80%. Potem so lahke tarče tudi za bolj primitivna protioklepna orožja, kar se je pokazalo marsikje. Tako da na koncu smo pol mi po tej bitki v Krakovskem gozdu prišli do teh oklepnikov, do tankov tam ob Šentilju ali pa na Goriškem. In situacija se je izjemno hitro spremenila in to ni bila samo zasluga oboroženih enot teritorialne obrambe in policije, ampak civilne obrambe, ki je tukaj delovala res, ko smo poklicali iz štaba oziroma iz te koordinacijske skupine neko podjetje, smo rabili bodisi tovornjake, bodisi materijale potem za te trejedre ali karkoli drugega, tudi srednoči direktorja ali pa nekoga domov. V eni uri je bilo vse na razpolago, pripravljeno, ljudje so bili 100% pripravljeni aktivno tukaj sodelovati. Lastniki kamionov so, tudi če niso dobili poziva, pripeljali svoje vozilo za blokado marsikje in marsikje je bilo tudi uničeno. Tako da to je preveslo v tistih prvih dneh, bom rekel, kolo sreče, ampak razmerje sil v kompleksnem smislu na našo stran. Zdaj se spomnim enega pogovora z enim britanskim novinarjem,
mislim, da je bilo to 24. ali 25. junija, tik pred vojno, ko je prišel tip k meni z seznamom oziroma njihovo ceno, s čim razpolaga jugoslovanska armada v primeru, če začne zaustavljati slovensko osamosvajanje, s čim pa mi razpolagamo. In je imel tam pri jugoslovanski armadi imel 6 kolon napisano, kaj ima vse, to pol tankov, avionov, to je pisalo Slovenija, pa 6 vprašajev, tako da pa nekaj ugibanj. In ko sem potem začel razlagati, da pač ni vse v orožju in tako naprej, sem tako prizanesljivo smejal, pa je rekel minister, jaz poročam z vojnih žarišč že celo svojo poklicno kariero, pa še nikjer nisem videl, da bi kdo zmagal z vprašaji. Prijo so sami vprašaji. Potem, ko smo zmagali, sem iskal prilike, da bi govoril spet z njim, pa je nisem dobil. Ni prišel povedati, da se je pač zmotil. Je pa marsikje bilo to, kar smo mi naredili v smislu civilne obrambe, potem proučevano na številnih vojaških šolah po Evropi, tudi v Združenih državah, ker je bilo to nekaj, kar pač ni bilo spregledano. Takrat je bilo v Sloveniji v času spopadov preko 1000 tujih novinarjev in snemalcev in so to spremljali in videli te barikade in vse to in poročali in to je potem prišlo tudi v številne učbenike kot pač omemba, kako je pač civilna obramba v določenih pogojih nekaj, kar lahko nadomesti izostanek neke bistveno močnejše in sofisticirane te vojaške tehnike. Zdaj, kar se tiče teh pogajanj, tega drugega dela tega vprašanja, je seveda možno napisati knjige o teh poglavjih. Nekaj mislim, da jih je v tem času izšlo. Vsaj eden, ki je bil v diplomatskem delu te naše pogajalske skupine, mislim, da je knjigo napisal pred leti. Je pa predvsem zanimivo to, kako se je dalo na teh pogajanjih tudi veliko stvari izvedeti od teh pač častnikov oziroma oficirjev jugoslovanske armade. Mi smo vedno poskrbeli, da je bilo kaj na mizi, kakšna steklenica, pa cigarete, pa te stvari in naši obveščevalci, ki so to spremljali, so iz teh pogajanj dobili zelo zanimive podatke. Zanimivo je tudi to, da smo mi neposredno spremljali takrat komunikacijo jugoslovanske armade. Zdaj po vsakih pogajanjih na tej korpusni ravni, tako v Ljubljani kot Mariboru so oni napisali depešo v Beograd, kako je to šlo, kako kaže, koliko časa rabijo, kaj še dodatno rabijo, kje so pripravljeni popustiti, kje ne in seveda mi smo te radiorelejne zveze jugoslovanske armade 100% prestrezali. Naši pogajalci so natančno vedeli, kakšno je njihovo stališče, kje so mehki, kje se splača še kaj pritisniti glede rokov. No in treba je omeniti tudi ponovno en segment civilne obrambe, tokrat slovenske železničarje, ki so zelo skrbeli za to, da ti transporti, železniški transporti, kamor je jugoslovanska armada nalagala predvsem težko mehanizacijo, niso ravno vozili po voznem redu. Marsikjer transport je prišel tle do Dobove, pa šel pa nazaj v Ljubljano, pa mogoče pol bila napačna direkcija proti Primorski, oziroma direktiva in tako naprej. No, potem smo pa še s pomočjo Hrvatov takrat pač ugotovili, da prevoz vojaške tehnike ni varen,
ker so bili takrat spopadi, so bili že na hrvaški fronti. Nekaj manjšega se je dogajalo tam pri Karlovcu, ni bilo kaj posebnega, mi smo pač rekli, to je pač ni varna pot, več za umik. In to je bil tudi razlog, zakaj so šli potem te zadnje enote preko Kopra. Sej stvar zgleda danes, če se vpraša laik, ki to takrat ni spremljal, zakaj so pa šli preko Kopra v Novi Sad. Dejansko zato, ker smo pač zaprli te poti in seveda na koncu so jim je ostala samo še morska pot. Zanimivo je, da je takrat Italija ponudila jugoslovanski armadi, da lahko gredo preko Trsta. Pa se je potem lokalna oblast v Trstu uprla, da noče spet rdečih zvezd v Trstu, ker vejo, kaj so včasih počeli vojaki z rdečimi zvezdami. Potem je ostal Koper, iskali so, Hrvatje seveda niso dali teh trajektov, tako da so pol, mislim, da na Malti nekje pa na Cipru so dobili ta zadnja 2 trajekta, ki sta odpeljala te zadnje enote. Seveda gor pa niso mogli več spraviti težke tehnike in ta je ostala v Sloveniji. Zdaj, če bi se malo pošalil, bi rekel, da je danes največja ognjena moč slovenske vojske še vedno so tisti tanki, ki smo jih takrat zadržali tukaj. Čeprav so nekje konzervirani, kaj dosti več od takrat nismo pridobili. Hvala lepa, gospod Janša, za vaš odgovor. Ja, mi moram reči, da mi teritorijalci na samem terenu takrat ob seveda razrešenih brionskih pogajanjih in pogovorih nismo bili seveda seznanjeni, kar je seveda pravilno in tako je normalno, da nismo bili, ampak smo se čutili takrat pomalo zmedene, kaj se dogaja. Ampak po besedah gospoda Janše se je to izkazalo za odlično zadevo, kar seveda mi tudi ostali prebivalci nismo vedeli, kaj se dogaja. Imam pa seveda zdaj še eno vprašanje za oba udeleženca, spoštovana gosta. Ko se je 26. oktobra 1991 dejansko vzpostavila suverenost slovenskega naroda in je Slovenija obvladovala vse svoje oziroma celotno ozemlje, je bil s tem izpolnjen ključni pogoj za mednarodno priznanje. Zdaj, kako oba danes po 28 letih suverenosti vidite položaj Slovenije in ali so vrednote slovenske osamosvojitve po vaše danes ogrožene? Pa bi kar prosil gospoda brigadirja, gospoda Balanta, da odgovori. Jaz bi bolj na ta drugi del ogrožanja vrednot slovenske osamosvojitve. Jaz mislim, da dokler, saj jaz imam tak občutek, bo v nas še zmeraj prisotno tisto pozitivni naboj, ki nas je takrat gnala k ustvarjanju lastne države, jaz pravim tudi vsaj za večino domovine, da teh vrednot nam ne bo mogel vzeti nihče, pa tudi če še tako se trudi ali pa nerodno ali pa nespametno vodi to našo državo. Jaz mislim, da ne bo moral priti do tega, da bi te vrednote kar zginile ali pa jih nam nekdo uničil. Je pa res, da se pa premalo dela na tem, da bi te vrednote prenašali na mlajše generacije in da bi znali te vrednote bolj ceniti, kot jih cenimo, in da bi se vseh teh dogodkov ali pa naporov, pa vsega tega, o čemer smo danes govorili tukaj v tej dvorani, da bi se bolj s ponosom vsega tega spominjali in bili bolj ponosni na vse to, kar smo dosegli.
Hvala lepa, gospod brigadir. Zdaj pa gospod Janša, kaj pa vi pravite na to vprašanje? Ja, zadnje čase velikokrat slišimo pač ta stavek, osamosvojili smo se, osvobodili pa še ne čist. Ne. To mislim, da delno odgovarja na to vprašanje o vrednotah. Zdaj tudi recimo, zdaj praznujemo dan suverenosti, ni nobene državne proslave. Ne. Zdaj bo dan reformacije, ne. Državni praznik, državna proslava, vsako leto je. Zdaj jaz se vprašam, kaj je za samostojno Slovenijo in za slovenski narod večjega zgodovinskega pomena, ali osamosvojitev ali reformacija. Reformacija je bila že zdavnaj, ne, se nismo nič osamosvojili v tem času. Ne. Mirno se je dalo težišča nekega kolektivnega nacionalnega spomina večinoma na neke točke, ki ne bom rekel, da so nepomembne, so pa v veliki meri manj pomembne od tega zaključnega dejanja, ko je slovenski narod končno naredil ta zrelostni izpit, postal nacija, dobil svojo državo in smo zdaj pač gospodar na svoji zemlji. Zdaj prej je gospod župan Molan zelo lepo povedal, ko je rekel, tisti, ki danes primerja, ali pa recimo še dodal, ki prav čas je bilo boljš, ne gre malo v Bosno, pa v Makedonijo, pa na Kosovo, pa tudi v Srbijo, pa naj primerja. Zdaj, če mu je tam všeč, naj pa vzame dol penzijo za 150 evrov, pa bo videl Jugoslavijo. Zdaj, tudi pri nas so pokojnine preniske, glede na to, kaj smo sposobni, koliko lahko naredimo in tako naprej, ampak je vseeno pač stanje neprimerljivo boljše, kot je v ostalih delih bivše države. Kar seveda pomeni, da odločitev na plebiscitu in kasneje njena realizacija v obrambi te odločitve ob razglasitvi samostojne države, da to ni bila zgrešena odločitev. Seveda, če boste šli v Švico in primerjali Slovenijo v Švico, boste videli, da smo še daleč. Ampak mi nikoli nismo bili z njimi v federaciji, bili smo za Hrvaško, Bosno, Makedonijo, Srbijo, Kosovom, Vojvodino. To je bil okvir, iz katerega smo se osamosvajali. In del tega prostora je še vedno danes mednarodni problem, evropski problem. Bosna in Hercegovina je protektorat, še vedno, Evropske unije, kamor gre veliko še vedno posredno evropskega denarja, brez neke zelo jasne perspektive, da se bodo stvari hitro izboljšale, ne bolj kaže, da bo kaj drugega. Tako da, hvala Bogu, da je takrat uspelo. In z tega vidika je velika škoda, da se vrednote slovenske osamosvojitve dajo nekam v ozadje, čeprav slovenska osamosvojitev je nekaj, kar je slovenski narod pretežno združevalo. In pametna nacija, pametna družba, pametna država vedno postavlja v ospredje tisto, kar je skupno, kjer se vsi prepoznajo, kar je neka skupna vrednota, kar ne deli ljudi, ne pa tiste dele svoje zgodovine, kjer se je narod razklal. Pri nas je pravno obratno. Recimo, če primerjate število dogodkov ali pa obeležitev ali pa proslav financiranih z javnim denarjem, ki so posvečene slovenski osamosvojitvi, s temi dogodki ali pa proslavami, ki so posvečene času, ker je bila neka tragična kombinacija državljanske vojne, agresije, okupacije, odpora in tako naprej, in ker je
ker so rane še vedno nezaceljene, potem vidimo, da nismo ravno na pravi poti, na pametni poti. Ker nikoli ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti in če želimo biti trdni, odporni na prihodnje preizkušnje, potem mislim, da je zelo pametno in primerno, da poudarjamo tisto, kar nas združuje, ne tisto, kar nas ločuje. In seveda, kako se to dela, to se pač dela gre za simbolna dejanja, to so državni prazniki, proslave, dogodki, izobešanje zastave in tako naprej. Tako pa imate novinarja nacionalne televizije, ki ga vi plačujete vsak dan preko položnic, ki javno zapiše, da zahteva odstranitev slovenske zastave iz droga pred nacionalno televizijo. In je še vedno naprej ustvarja javno mnenje. Da ne govorimo o številnih podobnih stvareh. Tukaj te stvari jo pač treba fiksirati, ker smo pred leti videli, da so tukaj težave, smo tudi ustanovili Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je danes močna organizacija s 1000 članov in članic in ki zapolnjuje kot civilna družba to praznino. V bistvu bi pa to moral početi šolski sistem, pač vse ostale točke, kjer se javno mnenje ustvarja ali pa kjer se odloča o teh simbolnih korakih, kjer pa je stanje takšno, kot sem ga prej opisal. Tako da zaenkrat je v veliki meri breme na civilni družbi, v tem primeru na nas. Več nas bo, bolj bomo glasni, večkrat se bomo zbrali ob takšnih priložnostih, bolj bo šlo to tudi v ta glas tudi med mlado generacijo. Prej bomo lahko govorili, da se bližamo tistemu času, ko so te vrednote nekaj, kar je tudi ponotranjeno in kar bo seveda prispevalo k temu, da bomo Slovenci bolj enotni tudi ob morebitnih prihodnjih izzivih. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Janezu Janši in brigadirju gospodu Marjanu Balantu za izredno zanimiv pogovor. Vam, spoštovani obiskovalci, cenjene obiskovalke, pa hvala za pozornost. Vabimo vas, da se vsi skupaj podružimo ob kapljici rujnega in nazdravimo dnevu suverenosti. Združenje VSO vas ob zaključku večera vabi, da ob priliki, ko vas pot zanese v Ljubljano, obiščete Muzej slovenske osamosvojitve, ki se nahaja v samem središču mesta, na Cankarjevi ulici 11 v Ljubljani. Za našo vojno je bilo značilno, da v Sloveniji ni bilo prisilne mobilizacije, nismo imeli vojaških zaveznikov, ki bi nam pomagali, nismo se bojevali zunaj naših meja, nismo morili, uničevali, ropali ali požigali. To, čemur smo bili priča z druge strani, na koncu se tudi niso maščevali poražencem, temveč smo z njimi postopali po mednarodnem pravu. V vojni nismo izgubili niti koščka ozemlja in naša dejanja niso razdelila slovenskega naroda, kar pa se je v Kopru zgodilo, je pa potem le omogočilo mednarodni diplomaciji, da so lahko šli v priznavanje Slovenije. Je v preteklih letih poudaril tudi dr. Vojko Obrul. Mi pa s tem dejstvom veličine slovenske osamosvojitve zaključujemo današnji večer. Hvala za pozornost in lep večer še naprej. Zdaj pa prosim, če se nam pridružite. Hvala.